Tukaj je brutalna romantika in poslušate Radioaktivno. Tobogan ljubezni je bila slišana skladba brutalne romantike, Dejan pa je z mano. Danes bomo predstavila tudi album Tobogan ljubezni. Zdravo. Živijo, pozdravljeni. Brutalna romantika, zanimiva besedna zveza. Ja, to je, jaz pa Peter Zajc, Dejan Markič pa Peter Zajc igrava tukaj in to je 12-13 let nazaj. Peter ima take nore ideje, on se je spomnil. Brutalna romantika je tako, se mi zdi, da dost lepo nakazuje na eno glasbo, ker je pač romantična na koncu koncev, in zakaj ne bi bila še brutalno romantična. Načeloma dve besedi, ki ne bi šli skupaj. Ja, vsekakor, ja. Tako da, se pravi, midva sta tudi rockerja bila po duši, tako da nam je takrat bilo, da smo začela delati tako glasbo, nekaj popolnoma, ne vem, bom rekel, nenormalnega, ampak za naju zelo, zelo prijetnega, prijetna izkušnja, brutalna prijetna izkušnja. Pogledal sem na fran.si, pomen obeh besed in brutalen pomeni surov, grob, nasiljen, romantika pa čustveno poudarjena idealizacija strasti ali pa evropska umetnostna smer iz druge polovice 19. stoletja. Kaj sta vidva izbrala? Po moje, nasilna je grda beseda, ampak taka, groba romantika, tako se je dejansko začela, ker je ta plošča nastajala približno 12 let, To pomeni, da sva in jaz in Peter šla od samskega življenja do punc, do resnih zvez, do celo otrok, porok. In začelo se je pa seveda, ko smo bili samski in smo bili seveda brutalno romantični. Potem je res epilog lahko samo tak. Ja, vsekakor, ja. Tako da tudi nekaj pesmi sicer niso zložene na albumu, tako kot so šle kronološko, ampak mislim, da če bi se kdo poglobil v besedila, da bi verjetno opazil, kdaj smo bili samski, pa kdaj smo bili poročeni, pa kjer so bile zdaj nazadnje tudi napisane. Očitno pa je med vama več kot brutalna romantika, temveč dobra kemija. Ja, jaz pa Peter se poznava že zelo dolgo. Jaz sem par let mlajši od njega, tako da on je že igral, midva sva oba iz Grosuplja, Tako da jaz sem si res želel z njim igrati, ko sem bil mlajši. In potem na neki študentski, za glasbenike je bilo neki, in je bil že rep in sva takrat prvič skupaj igrala. In sva tudi napisala takrat prvo pesem in sva se počutila super dobro. Pa sva tudi v enem bendu še igrala, še pri Kremi skupaj. Tako da in takrat sva pol tudi začela malo bolj resno delati z brutalno romantiko. Od Tobogana ljubezni, ki je naslovna skladba vajega prvenca, bo druga Justin. Pesem Justin je seveda napisana tle zdaj v tem zadnjem obdobju. Peter je prispeval besedilo, šla sva pa, moram reči, da zelo na, stiliden način glasbe in sva tudi tisti ritem vzela od njih oziroma inspiracijo za to in cel komad je tako enostaven, preprost, sedi na terasi in sreča Justin in to je ta pesem. Tako zelo, zelo enostavna, ampak prijetna za poslušati. Radioaktivno. Justin brutalne romantike. Lahko da tudi ta Justin zaljubljena vaju? Ne. Mislim, da ni bila, da niti ni bilo tako mišljeno. Tako kot sem prej rekel, to je bila iz tega zadnjega obdobja, ko smo že družinski, tako da Justin je res samo prijateljica, ki jo je že zelo dolgo Peter ni srečal, ker je on pisal besedilo. Sta dvojec? Ja, originalno sva dvojec in sva zelo dolgo pisala sama, potem pa, ko smo pa začeli komade dejansko snemati, se nam je pa pridružil še Marcel Petrič na bobnih in pa zdaj zadnji čas še Miha Črtalič še na eni kitari, tako da nasplošno midva posnameva doma demo, potem se dobimo, Marcel ima tudi studio, pa se potem pri njemu dobimo, komad, naštudiramo, spremenimo, zaradi tega, ker je v živo to veliko lažje, potem imamo pa še producenta Popoviča, Drago Popovič, ki pa nam potem pomaga vse skupaj, da posname, zmiksa, zmasterira in tako naprej. Vajna skupna pot je dolga že več kot desetletje. Ja, sigurno, ja. Mislim, da smo že, ne vem kdaj, verjetno 2007 verjetno začeli igrati z Kremo skupaj, Midva sva že prej malo po Grosuplju igrala v lokalnih bendih. Tako da pa spravim, vse se je toliko zavlekel, predvsem zato, pa sem jaz dobil družino, otroki pa se to malo ustavi, Pa takoj zelo hitro za mano je še Peter, tudi dobil otroke, zato se je to vse pol zavlekalo, tako da bi rekel, da sva uspela, en komad na let mogoče narediti, Zdaj lansko leto sva pa malo bolj pohitrila, sva rekla, da morava zaključiti zaradi tega, ker bi rada v bistvu začela drugi album počasa, Dan danes album izdati je tako
ne, malo smešno za nas glasbenike, ampak moramo narediti nek zaključek, zapakirati glasbe, ki smo jih naredili, jih izdati vsaj v online izvedbi, tako da to smo naredili in zdaj so se pa začela dobivati za naslednje pesmi in ne upam, verjamem, da bo veliko prej kot v 12 letih. Danes je album popolnoma drugačnega pomena kot takrat, ko ste bili Krema. Ja, mislim, da takrat smo prav spremljali, mi smo bili prav od tega leta 2005 do približno 2010, smo prav gledali razpad tega, bom rekel, starega sistema, teh skladb. Mi, ko smo začeli, niti se na Facebooku nismo mogli, vem, da je bil MySpace, se mi zdi, nikjer ni bilo, online, in tako da pa tudi po 10 letih, ko pogledaš, ne vem, za Kremo recimo online, nas praktično ni, ker takrat noben tega ni nikjer objavljal. Danes je to vse drugače, danes je v bistvu CD, bom rekel, kar nekaj za tebe, kupi ga verjetno malo ljudi, ne vem, težko bi ocenjeval to, Vse je online, streaming, downloadanje in tako naprej, tako da smo se v vsakem primeru sva napisana nekaj CD-jev, čisto tako za poslati, pa za prijatelje, pa tako, drugače pa online, posod pač objaviš in je, ne vem, na vseh teh online platformah, na YouTubeu, Deezerju in vse to. Naslednja bo aktualni singl z albuma Dama iz Ljubljane. Ja, Dama iz Ljubljane je še en komad, ki je slovenski, ker je zelo, bom rekel, različnojezični album, imamo angleščino, slovenščino, pa srbo-hrvaščino, nekaj v tem smislu. To besedilo nam je pomagal napisati, oziroma ga je kar napisal Jernej Čampel, moj dober prijatelj, igralec. In mi da sva naredila sicer slovensko besedilo, ampak nama nekako ni bilo všeč in sem jaz pa prosil Jerneja Čampla, če bi on to napisal, ker pač bolj zna z besedami, in tako da mu je njemu res to lepo uspelo in se mu še enkrat zahvaljujem. Radioaktivno. Dama iz Ljubljane, brutalne romantike, oddaja Radioaktivno. Dejan, bi lahko rekli tako generalno, da je vajina glasba pop, ali imate tudi kakšne izlete kam drugam? Mislim, da je največ je pop, vsekakor. So tudi skladbe gor, ki so, ne vem, bom rekel, zelo drugačne, bomo do njih še prišli, zelo, še bolj umirjene recimo, ali pa mislim, da ta, ki sledi, je malo bolj rockerska spet, Tako da nočva se nekaj omejevati, na splošno je tako, midva se dobiva, ne veva, kakšen komad bo izpadel tisti dan, ali mogoče sploh nobeden ne izpade, tako da tudi to se zgodi. In potem, tako kot sem prej omenil, to, kar midva doma narediva demo, je pač nekaj, potem se dobimo še z Marcelom in komad dobi neko obliko, lahko je to rockerska, lahko je pop, lahko je res blazno počasna, že skoraj kot šanson neka, Peter ima sploh tak globok glas in njemu pašejo take počasne pesmi, kjer on lepo pove, kaj si misli. Tako da tudi ne vem za naslednjo ploščo, ko bova delala, v katero smer bova šla. Upam, da dobro, več kot to pa ne moram reči. Pa to, da bo nama všeč, to je najbolj pomembno. Nenazadnje o poplavi glasbe, pa glasbenih žanrov, ki so vedno novi in novi, danes težko se zapreti v vse enega, moraš imeti več predalov. Ja, vsekakor. Mislim, že zaradi sebe, pač, ker si kot glasbenik si verjetno težko omejiš na en glasbeni žanr, pa tudi, če te vsaj kakor toliko zanima glasba, pač poslušaš vse, od regija, rocka, popa, tudi narodno zabavne, vse, V končni fazi smo v vseh teh letih tudi vse to igrali, tako da, tisto, kar tisti dan paše, to narediš, pa upaš, da bo še komu všeč na koncu koncev, Klam si men bo naslednja skladba, ki jo sicer že poznamo, pa že ima kar neke brode. Ja, ta komad je pa tak, kot sem prej rekel, dokaj rockerski, to je Peter napisal, vidi se tudi, recimo, a se pesem napiše na klavir, recimo, ali pa na kitaro, ta je več kot očitno bila kitarsko napisana pesem, Besedilo je zelo zanimivo, v bistvu govori o tem nerodnem moškem, ki ima družino in ko se spušča po tej poti, pade, začne delati napake in potem začne o tem razmišljati in tako. Zelo zanimiv besedil, spet čuti se, da je to bilo napisano v nekem družinskem, z neko družino v misli, ne pred 10 leti ali nekaj takega. Tako, pred kratkim je ta komad bil narejen. Brutalna romantika, album Tobogan ljubezni, Dejan z mano v oddaji Radioaktivno. Vajin prvenec nastajajo dobro desetletje, dejansko sta zaokrožila, pa bi lahko rekli, da se skupaj že the best of. Ja, skoraj da. Nisva dosti komadov pustila v predalu, tako da to je bilo več ali manj skoraj vse, kar je bilo narejenega v teh letih. In začela sva res tako preprosto doma za sebe, pa so se pojavile, vsake toliko časa se pojavi kakšen razpis za kakšno kompilacijo, pa sva poslala komade tja in so bili izbrani in
Pa sva rekla, pa zakaj pa ne bi pol to naprej delala, a ne. Seveda v upanju, da bi to šlo vse hitreje. Danes smo tukaj, na srečo imava celo album, nek skupek skladb, ki so nama všeč, tako da. Sta dva kako ustvarjata, vsak sam ali skupaj v studiu, ali prideta skupaj na vaje in takrat združita svoje ideje? Moram reči, da je zelo različno. No, včasih tudi jaz naredim sam kakšen komad, pa on pride, pa potem to razdelava. Včasih Peter pride s kakšnimi svojimi zadevami, on večinoma bolj na kitarah, a ne, jaz bolj na klaviaturi. Tako da moram reči, da na koncu, mislim, vse se pozna. Če, tako kot sem prej rekel, ne, če je pesem napisana na klaviaturo, je definitivno malo drugačna od tiste na kitari, ker se potem pač te kitarski deli, rifi, pa tako, a ne, bolj pridejo do izraza, ne, in je tudi pesem bolj ponavadi, vsaj tako nama to rata, no, da so mogoče tiste kitarske malce hitrejše. Potem ni brutalnega usklajevanja? Ne, nobenega. Mislim, da je celo tako. Mislim, Peter je res tak človek, ki te spodbuja pri tem in z njim je res veselje delati glasbo, zaradi tega, ker oba dva igrava nekaj, a ne, prebavava in on kar naenkrat, to mi je zelo všeč, a ne, in potem greva v tisto smer. On res zna porin, da se zadeva naredi do konca. 10 pesmi je na albumu, je vse skupaj povezano kot neka celota? Pa jaz bi rekel, da na koncu vedno se da to povezati v neko celoto, a ne. Že zaradi tega, ker je pač to bilo le nekih 12-13 let na enega življenja, ki se je zelo spreminjal, ne? Tako kot sem prej omenil, in temu primerni so tudi komadi na plošči. Ne? Tako da se mi zdi, da neko nit, bom rekel, sam je taka res dolga nit, ne? Nekega 10-12 letnega življenja, vseh statusov možnih, ki jih lahko imaš do takrat. Ne? Porabila sta veliko rdeče niti. Ja, zelo veliko. Ja. Naslednja, Can You Do It? Ja, to je bila v bistvu tista prva skladba, ki so jo poslala na razpis, bil je izbran in je bila, takrat sva 3 skladbe poslala in to so zbrali in je bila v bistvu kar popularna in to je bilo približno, ne vem, 12 let nazaj, bi jaz rekel. Leta 2009 je prišla kompilacija ven in taka zelo, bom rekel, zelo enostavna skladba, ampak Petrov glas pride ven, on s kitaro igra in je pač te najini, bi jaz rekel, skoraj prepoznavni visoki vokali v refrenu in tako. Tako da ta pesem je pokazala, v katero smer bova šla glasbeno takrat. Radioaktivno. Can You Do It, brutalne romantike. Dejan, kot si prej že dejal, je album trojezičen, slovenščina, angleščina, srbo-hrvaščina. Kako potem skrbite za besedilo, kdo kaj napiše? Besedila kar več ali manj Peter napiše, vsa. In kot sem prej rekel, vsakič, ko se dobiva, ne, je ta nek občutek, ki ga imaš, mogoče si prej poslušal kakšne take pesmi ali kakorkoli. In je, mislim, da je 2-3 prišlo besedilo pač ven, bom rekel, srbo-hrvaško, jaz ne vem, kako bi zdaj temu jeziku rekli. Tako so nas učili, ja. Nas so tako učili, tako je. In tako da ja, in nismo hoteli tega nekaj spreminjati, nismo nekaj obremenjena, če paše, srbo-hrvaščina je sploh zelo enostavno, tako za pet, bom rekel, je tako zelo spevan jezik. In se nismo nekaj obremenjevala, sva rekla, pač ne tako odstane. Jaz sem samo potem enega mojega prijatelja iz Srbije, pesnika, prosil, če lahko vsaj polektorira malo to, ne, da ne bova kakšnih neumnosti pela, pa da ne bodo, ne vem kako bi rekel, ali preveč srbske ali pa preveč hrvaške besede. Res probala to srbo-hrvaško obdržati, kolikor se da. Zakaj pa odločitev za tako jezikovno pestrost? Ali pride besedilo tako spontano, ne glede na to, v katerem jeziku je? Ja, dejansko spontano. Ne. Res, ne vem, Peter pride do mene in ne vem, si reče, srbo-hrvaško bom to napisal. Ker je res tako, ne, jaz pač ponovadi kaj igram ali pa on igra in on pa takoj, bom jaz zdaj besedilo napisal, ne, in je potem ponovadi besedilo napisano v 5-10 minutah in tako, ko se začne, zdaj, če si mogoče na poti do tja slišal mogoče kakšno hrvaško pesem, pač očitno ti to ostane v glavi in potem pišeš tako, kakor je, no. Res moram reči, da je brez omejitev, no. Če bi znala nemško, tudi nemško pela verjetno. Je glavna tema pesmi ljubezen? Na koncu verjetno res, ja. Vse je nekako povezano z ljubeznijo, z romantiko, bom rekel. V takšnem ali drugačnem, ne vem, bi težko zdaj pomislil, da kakšna pesem ni napisana o ljubezni. Vsaj posredno. Nemoj, da prestane še naslednja? Ja, ta je bila mogoče celo prva, srbo-hrvaška. Tudi meni zelo ljuba pesem. Res je taka lepa, spevna, zapet, tudi ob kitari na morju, kakorkoli. In mislim, da je Peter prinesel verjetno in pa sva skupaj to naredila do konca. In še seveda takrat je tudi Marcel to snemal v studiu v Bobnu. Oddaja Radioaktivno.
Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Ne, da prestaneš, brutalna romantika, Tobogan ljubezni je album, na naslovnici imata Tobogan. Ja, to nam je pa spet tudi ta drugi kitarist Miha Črtalič, on je zelo dober oblikovalec in nam je naredil tole naslovnico. On mislim, da je naredil skoraj vsem bendom v Grosuplju naslovnice, tako da že zelo spreten s tem, tudi za Kremo takrat nam je delal. In ko nam je pokazal to idejo, ne, človeček drži srček in se spušča po Toboganu, mislim, da ni mogel lepš zadeti vsega tega, kar je pač brutalna romantika in Tobogan ljubezni, je pač res iz eno sliko povedal vse. Če pogledamo tudi drugače, bi lahko rekli, da je to ženski čevelj. Ženski čevelj kot naslovnica, ja, da moram sliko pogledati še enkrat. Lahko bi bil pa res, ja. Petka, ja, pa res, ja. No to pa nisem pomislil, to je pa prvič. Zdaj pa ne vem, če bom še videl, kdaj je to kot Tobogan. Zdaj pa vedno čevelj ženski. Ja, jaz sem takoj videl peto. Zanimivo. Nisem še tako videl tega. Ampak ja, upam, da bom lahko zdaj izbrisal to. Da bo še Tobogan ljubezni. Oprosti, Dejan, da sem ti spremenil misli popolnoma v drugačno smer. Vse v redu, zato pa je umetnost lahko vsak po svoje gleda, tako da je čisto v redu. Čisto v redu in lepo, da še kdo vidi kaj drugega v tem. Album Tobogan ljubezni sta nam poslala še v fizični obliki, kar je v današnjem času zanimivo. Ja, vse to očitno smo že dolgo o tem, tako kot sem prej rekel in ne vem, hoteli smo malo drugače. Pač poslati, jaz vem, da se da mail poslati, ne pa linke, ampak ne vem, zakaj se mi je zdelo to tako bolj romantično, bolj tako lepo. Jaz verjamem, da vi kot uredniki dobite dosti teh mailov in ne vem, nekako se mi je zdelo to edino prav narediti, ker smo to tudi delali 10-15 let nazaj, ker pač ali si se odpeljal na radio, ali si pa poslal po pošti, drugače skoraj ni šlo in verjetno je to še vedno ostalo malo v nas, da tako delamo in ne vem, meni se zdi čisto lepo, ne vem, kako se vam zdi to. Zanimivo, kaj ti dobimo tako malo CD-ev, da je to že tako, kot da bi bili v času dinozaurov. Točno tako, ampak sem pa napisal v sporočilu tudi link za download, tako da se ne bi matrali pa te CD-je potem mogli konvertirati v, ne vem, MP3 datoteke ali kakorkoli. Jaz sem pa obral ravno to pot. Lepo, še po ta starem sistemu. Lepo, no vidiš, to je lepo slišati, da je bil ta CD nek prijetno presenečenje, tako da moram reči, da sem zelo zadovoljen. Je glasba potem dosegljiva poleg CD-ja še na digitalnih platformah? Ja, vse skladbe, cel CD so že, tudi ko smo prej single delali, na voljo čisto na vseh teh platformah, ki obstajajo. Vsakič narediva nek preprost video tudi za na YouTube. In vedno pač objavljava tam čez neko to online založbo vse komade, kar pomeni, da pride čisto na vse te online platforme, posod se da poslušati, streamati, nek majhen drobiž celo dobimo od tega, tako da je pač nekaj je, mogoče lih zato, da imamo za naslednji komad neke budget, bom rekel, za to, da ga posnamemo. Ali pa za pico in pivo. Ja, tega gre že tako preveč, tako da to ne bi pokrili. Dosti, če pokrijemo studio, je že kar super. Život bo naslednja. Ja, ta je pa, mislim, da se kar dolg pekla. Ta je bil en izmed unih komadov, ki nisva vedela, bi ga dala gor ali ne. Ampak smo se odločili na koncu, da ga bomo posneli spet v srbo-hrvaščini. Mislim, da zelo dolg besedil, tak prijeten za razmisliti. Mislim, da je Pero to kar uspel. Ciljali so pa res na tako preprosto, bom rekel, hrvaško ali srbo-hrvaško balado, bom rekel. Ne. Radioaktivna. Tobogan ljubezni je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno brutalne romantike. Sta tudi kaj v živo na odrih? Ne, nisva bila s tem bendom še ne. Sva, mogoče kakšno leto, dve nazaj začela sestavljati bend in takrat je tudi se pridružil Marcel, recimo Petrič ali pa Miha Črtalič. Pa smo pa bili, ali bom jaz klaviature igral, ali bom jaz bas igral, tako da iščemo zdaj ali klaviaturista ali basista, ki bi se nam pridružil, da bi se mogoče potem, zelo resno smo razmišljali o tem, da bi vsaj album predstavili, ne v živo. Sam zaenkrat to še ni uspel. Razmišljava tudi, da bi to v neki mal manjši ekipci naredila, ne, recimo akustično bolj, kar je definitivno enostavne, hitreje, ne, tudi v kakšnem manjšem prostoru lahko igraš. Ampak zaenkrat to ostaja še odprto. Lih včeraj sva bila pri najnemu producentu, Drago Popoviču, in on jo zelo nagovarja na to, no, da bi mogla vsaj enkrat nekje to odigrati, tako da in
ko smo se razšli včeraj, je bilo tako, ja, definitivno bomo. Tako da upam, da bomo res. No, jaz si želim, da bi, tudi Peter vem, da si želi, da bi, samo pa če treba ljudi dobiti skupaj, ki isto mislijo, isto hočejo in sva že zelo blizu, no se pravim, na 90%, mislim, da še ena manjka, tako da jaz upam, da bo v kratkem. No, predvsem pa sploh, ko bo druga plošča narejena, ne, bo še toliko več komadov in bo toliko bolj prijetno tudi vse to skupaj. Ne, pa lahko dejansko odigraš 15-16 pesmi, kar je pa že kar dost za en koncert. Imata tudi kaj odzivov strani poslušalcev na vajen album? Pa na album sam, tisti, ki so ga dobili, seveda, ja, tisti naj jo spremljajo že nekaj časa, ne. Tako da bi pa rekel, da smo zdaj neke nove fane dobila, verjetno, ne vem, nisem še spremljal, ker smo to res, ne vem, da smo prejšnji teden, 2 tedna nazaj to vse skupaj zapakirali in je bilo vse malo bolj noro tudi okoli te organizacije vsega tega, ne. Ampak ja, jaz mislim, da bo tudi preko teh intervjujev skušava tudi mogoče kje dobiti kakšno, da vsaj na radio prideva s kakšno kitaro ali kaj podobnega, pa da se tam kaj odpoje. Tako da, ampak ta proces traja, ne, za glasbenika, da pride do ljudi, ne, da ta glasba pride do ljudi. Nažalost ni dovolj, da to daš na online platformo, ne, ker pač, tako kot smo se prej pogovarjali, pesmi vsak dan je noro veliko. Ne. Tako da se mi zdi, da je to en tak tek na dolge proge, kar pa nama tudi v bistvu ustreza, oba dva v službe. Glasba je, bom rekel, prvi hobi, ki ga imava, ne, in zaradi tega mislim, da nam je verjetno celo čisto všeč, da nam gre to lepo počas, super je, uživamo, ni nobenega, bom rekel, živčnosti okoli tega, ne, tako da je, ja, mislim, vse pa, če spremljam, ne vem, samo Facebook recimo, je pač vsake toliko cajta kakšen nov pride, ki sreča to glasbo na kakršen koli način, ne, tako da zdaj upam za ploščo, da bo tudi, bom rekel, na radiju se to malo več vrtelo in tam seveda največkrat danes ljudje slišijo to, ali pa po nesreč na YouTubu in tako naprej, ne. Naslednja, Ušla si. Ja, no, ta je pa ena zelo, tudi za ta album zelo počasna, jaz bom celo rekel filmska glasba, jaz to vidim kot tako, ja, prijetno filmska, klavirska, celo prijateljica Maša Androjina nam je še violine posnela v studiu in je res, ta komad je bil eden bolj izmed zanimivejših za posnet, predvsem zato, ker je čist izven tega, kar mi delamo, ne? Torej, brez nekih rockerskih kitar ali kakršnih koli, to je sploh ni kitara recimo, ne? Ampak je zelo pa bobni z metalcami, pa vse te stvari, pa posnet ta prave violine, sestaviti note za njih, ne? Tako da ta cel proces tega komada je bil zelo zanimiv, meni je zelo všeč komad, je pa tako, kot sem rekel, mislim, da bi za en film bil recimo, ne? Tako da ne predstavljam si, da se bo neki ful vrtel po radijih, verjamem pa, da si ga marsikdo rad zavrti, tako, doma. Radioaktivno. Dejan iz Brutalne romantike oddaje Radioaktivno. Kako pa ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Pa moram reči, da sem zadnje čase malo presenečen, ker je očitno veliko mladih bendov dobil končno dostop, bom rekel, do te glasbene platforme, ki jo pač imamo v Sloveniji, naj bojo to radiji, koncerti in tako naprej, ne, pač v tistih časih, ko smo mi še v živo igrali, moram reči, tako kot sem prej rekel, no, pred nami se je ta stvar, bom rekel, sesuvala, ne, mi smo pač imeli še možnost, recimo, da smo s kakšnim večjim bendom igrali kot predskupina, ne, in si s tem dobil kakšen nov koncert, novega fena, kakorkoli, ne. Danes je to, kakor slišim, praktično skoraj nemogoče in je zelo težko priti na odre, recimo, ne. Zdaj na radije, če rečem takole radije, kot ste vi, ne, jih je pač malo v Sloveniji in moram reči, da ko smo mi s Kremo začeli, ne vem kdaj, bo to, ne vem, si mogel na 100 radio videti, ne. Danes greš, če imaš srečo, na 15, ne. Tako da se je res zelo spremenil, je pa res, da je pač na koncu veliko lažje zaradi vseh teh socialnih omrežij, ne, do svojih fanov prideti, ne. To je pa res, to je pa, tako da še vsem verjamem, da če je bend dober, če je muzika dobra, če se znajo angažirati na, ne vem, Facebooku, Instagramu, kjerkoli že, da se da zgraditi neko lepo bazo. Suporta pa tudi je kar veliko, no, moram reči, na slovenski sceni, tudi iz radija, pač tistih, ki so še taki, ki to spremljajo, ki vrtijo pač v tako glasbo, tako da moram reči, da zadnja leta vedno boljš, no, vedno bolj se mi zdi, da je to. Bi lahko izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene? Mislim, zdaj predvsem te novejši, ne, kot so Murphy, Joker Out, Koala Voice, potem je Šalehar Hamo, ne, ki je tudi začel pred leti šele tako res bolj zagreto, ne. Kaj še eden je, ostane, ne vem, na koncu
nek Magnifico mi je bil vedno všeč. No. Evo, samo on je že stara garda, ampak še vsem vsakič malo preseneti svojo glasbo. Ti poslušaš veliko slovenske glasbe? Bi mogel reči, da kar je. Da smo kar ljubitelji slovenske glasbe. No, moram reči, da tudi tuja seveda je dost, ampak se mi zdi, tudi v tem smeri, ki smo se prej pogovarjali, ne, slovenske produkcije je le še vse manj kot pa, bom rekel, mednarodne, ne, tako da je ful lažje slediti vsemu temu, ne, pa nam pač reka, ne vem, da je 40 recimo teh pop aktivnih bendov, ki delajo pesmi in ja, rad spremljam to in tudi zelo, zelo dobre pesmi se napišejo. Zato bomo v nadaljevanju preverili, koliko poznaš slovensko glasbo. Namreč dam ti seznam oziroma 5 stolpcev A, B, C, D in E. V njem so številke za poslušalce, ki tega ne vidijo in iz vsakega stolpca boš izbral eno številko, jaz ti bom zavrtel izsek, ti boš pa ugotovil skladbo oziroma izvajalca, kdo je. In sicer najprej iz stolpca A. Evo, bom izbral 16 recimo. Zato odpri svoj cvet, dovolj sem že odkrit, kot strune sem napet. Sama sučura plus, okaži mi kaj znaš, kaj se lahko mi daš, zapustila ta svet. Ja, to Poznaš? poznam, to je bil Sašo Vrtnar, mislim, da nekaj tasga, ne? Odlično, popoln odgovor. Dejan stolpec B. B bom šel pa na 26. Bila si del mene, ne veš kako boli, tvoje besede vse bile so le laži. Tebi sem dal ljubezen, delil s teboj vse, z Bogom odhajam, ker ti varala si me. Poznaš verjetno. Ja, to so pa Game Over. Seveda jih poznamo. Sicer v mladih letih ne vem, zakaj smo jih sovražali, ampak muzika je fenomenalna. Ubila si del mene, pa naslov skladbe. Stolpec C. 63. Danes je moj dan, naj ostane sončen nasmejan. Danes je moj dan, naj ostane sončen nasmejan. To pa res ne vem, kdo je. To so mi pa sanja, ne? Pa velika uspešnica. Kingston, danes je moj dan. Kingston pa nisem prepoznal. Čudno, a je to basist pel ta, ne ta prav pevc. Mislim, da pravi pevec ni Dare. Dare je pel to. Ne, pa ni Dare pravi pevec. Dare je reper. Tako, ja, on to pel, zato pa nisem prepoznal. Mogoče res, ja. Ja, verjetno, ja, zato. Drugač bi sigurno prepoznal pevca. Naslednji stolpec D. 112. Besede, občutki, ne popisi moči, ko vidim te za srce me boli. Ako izvedel sem bistvo, ki v meni je čisto zdaj vem. Poznam pesem, ampak nažalost ne poznam benda. Jackson, zdaj vem. Aha, Jackson, ja, slišal, tudi ime sem že slišal, ampak benda pa res nisem prepoznal. In za konec še najtežje, vse za nekatere, to pa je obdobje let 2021-2022. Mater, no. 36. Stolpe kličejo, že čuti zrak, a že čuti zrak, ko beži v tja sredi polja kraj, ki si ga poznal in kjer si spoznal ta tvoja sotla. Moram reči, da ne poznam sploh. Vstaj ne, da bi vedel, no. Skupina Pavlov, Stolpi je naslov skladbe. Tudi to nisem slišal, nažalost. Se kar veliko vrtelo. Očitno premalo poslušam. Pa kar dobro ti je šlo. Predzadnja bo Isn't It Funny? Ja, ta je bila ena izmed tistih prvih 3, ki sva jih naredila in takrat tudi poslala na tisti razpis. Moram reči, da zaradi tega, ker je bila ena izmed prvih, a ne, je res taka, mislim, da se več kot očitno čuti, da je Peter bil tle samski in po besedilu in tako da meni zelo, zelo všeč komad, tako da, ne vem, uživajte. Dejan, brutalna romantika, za konec več informacij o vaju na spletni strani, vidim, da sta še stara šola, da jo imata. Ja, to je bilo tudi nekaj spet, tako kot pošiljanje CD-jev po pošti, se mi je zdelo, da pač moramo imeti internet stran. Pač na Facebooku sva že, odkar se je dal biti na Facebooku, druge niti nisva, moram reči. Pa internet stran sva pa rekla, bova naredila, zakaj pa ne, sploh že zaradi tega, ker nam je Miha Črtelič vse to pripravil, tako da sploh ni bil noben problem, domene danes so zelo poceni, tako da zakaj pa ne.
Državna mreža si tudi omenil, da sta prisotna. Prej pa si že govoril, da pripravljata novi material. Ja, to so pa, moram reči, da lih začela. No. Prejšnji teden sva se prvič dobila. Je bil en izmed teh dni, ko se dobiva, ko nič ne rata, nažalost. Ampak začetek je, tako da jaz verjamem, no, da do konca leta bo, ne bi rekel cela plošča, ampak kar nekaj komadov že narejenih, mogoče tudi kakšen singl že izide. Bomo videli, kako se bomo tega lotili. No. Zaenkrat pa upava na čim več nekega umetniškega žara, da bo čim več nastalo teh pesmi. No. Bosta še katero skladbo S to bogana ljubezni izpostavila kot singl? Verjetno, da ne, ampak nikoli ne reci nikoli, tako da zaenkrat mislim, da ni plana, da bi zdaj res se probala fokusirati na teh novih pesmih in če se bova uspela dobivati s tako frekvenco, ki si želiva, bi mogoče lahko čez 3 mesece tudi že kakšen nov komad prišel ven, da že nakaže, v katero smer, ker tudi v končni fazi naj jo zanima, v katero smer bova zdaj šla, tako da je, moram reči, zelo tako interesantno, ker si pač po eni strani, bom rekel, kot glasbenik vedno omejen s tem svojim prejšnjim delom in skušaš, mogoče narediti nekaj novega, tudi za sebe. Tako da mene osebno zelo zanima, kaj bova naredila. No. Bosta še videla, ali bosta se po toboganu spustila navzdol ali bosta plezala po toboganu navzgor? Vsekakor, provala bova po moje navzgor plezati. No. Ja, kot večina otrok. Tako je, ja. Za konec še skladba On the Run. Spet ena skladba iz tistega prvega obdobja, tak zanimiv, ritmičen komad. Tle se vidi tudi, tisti prvi 3 komadi so bili vsi v angleščini napisani in kako sem prej rekel, iz tega samskega obdobja, ko smo se iskali sebe, iskali ljubezen, iskali prijatelje, druženje in tako naprej in mislim, da je ta pesem o tem. Pesem za konec tega pogovora. Dejan, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radiu Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa in hvala za povabilo in za ta intervju in za predstavitev plošče in še tako naprej. Tukaj je brutalna romantika in poslušate Radioaktivno.